Primerno stanovanje je bilo, je in bo eden od glavnih pogojev za to, da se mlad par odloči ustvariti družino in imeti otroke. Obenem pa je nedosegljiv sen za marsikatero družino, ki že dolgo ne sodi več v kategorijo mladih družin, saj se mnoge potikajo od enega do drugega, do 5. in 10. dragega zasebnega najemniškega stanovanja že tako dolgo, da so skupaj z otroki presegle vse starostne mejnike. Po uveljavitvi stanovanjskega zakona leta 1991 se je v Sloveniji lastniška struktura na stanovanjskem področju radikalno spremenila. Iz prej približno 30% družbene lastnine je s privatizacijo prešla velika večina stanovanj za zasebno last, najemnih stanovanj v javni lasti je ostalo le še približno 7%, obenem pa se je za nekaj let skoraj zaustavila gradnja neprofitnih najemnih stanovanj v javni lasti. Zanimivo je, da je bilo v obdobju 71-90 zgrajenih skupaj 180 tisoč stanovanj, medtem ko je bilo v prvih 10 letih slovenske samostojnosti zgrajenih 64 tisoč stanovanj ali okoli 25 tisoč manj kot v enakem obdobju po letu 71. Vsako leto pa se število družin poveča za 5 tisoč in tako je primanjkljaj stanovanj vsako leto večji. V vsem času svoje samostojnosti nismo uspeli pripraviti dolgoročne sistemske rešitve za zagotovitev zadostnega števila najemnih neprofitnih stanovanj in izgradnje stanovanj za prodajo po neprofitni ceni, da bi v doglednem času, recimo v desetletju in pol, vsaka družina in vsak državljan imel sebi in svojim možnostim primerno stanovanje. Vsak projekt na tem področju, ki se ga je država lotila, je v kratkem času pokazal vrsto pomanjkljivosti, ki so se praviloma lomile na hrbtih prosilcev za najemna stanovanja ali kupcev neprofitnih stanovanj. Cene na trgu nepremičnin pa so rasle in lahko se vprašamo, ali niso morda interesi investitorjev v nepremičnine za trg povzročali zastojev pri gradnji neprofitnega stanovanjskega fonda. Reševanje stanovanjske problematike je zagotovo ena ključnih nalog, ne le naslednjega, ampak vsaj 3 naslednjih mandatov. V naslednjem desetletju in nekaj moramo nadoknaditi dosedanji izpad in doseči pokrivanje rednega prirasta potreb po stanovanjih, ustvariti pogoje za izgradnjo vsaj 5000 neprofitnih najemnih stanovanj letno v javni lasti in približno enakega števila stanovanj letno za prodajo po neprofitni ceni, obenem pa z različnimi mehanizmi zagotoviti, da bodo sedaj prazna stanovanja v zasebni lasti prešla v najemni stanovanjski fond.